Košarkarji Bistrice so dosegli dve pomembni zmagi. V 7. krogu so v bistriški športni dvorani premagali ekipo Branika iz Maribora. V 8. krogu pa so v bistriški športni dvorani prav tako z 82-69 premagali ekipo Dravograda. Košarkarji KTM Bistrice so v zadnjih dveh krogih med tretjeligaši Vsoda odigrali dve pomembni tekmi pred svojimi gledalci. Tekmo z Branikom, ki so jo odigrali med tednom, so zmagali in tako osvojili pomembni prvenstveni točki. Zmago proti Mariborčanom pa so potrjevali v soboto, ko so prav tako na bistriškem parketu gostili ekipo Dravograda. Po 40 minutah igre so varovanci trenerja Uroša Drevenška slavili zmago, od gostov so bili boljši za 13 točk, rezultat 82-69. Po mogoče malo slabšem štartu v sezono, vsaj glede rezultatskih stvari in lestvice, smo zdaj povezali dve zmage, kar za nas šteje izjemno. Najbolj tesno, kaj se tiče posamezne četrtine, je bilo prav v prvih 10 minutah srečanja. V dokaj izenačeni predstavi z obeh strani so četrtino sebi v prid z 20-19 obrnili igralci, ki so igrali v beli športni opravi. Uvodnih prvih 10 minut je odlično odigral domači center Žak Paradižnik, ki je dosegel kar nekaj pomembnih točk. Če pogledamo, imamo dosti ekipe ta leto novo, oziroma dosti novih igralcev. Smo po mojem tudi rabili par tekem, da smo se začutili, da se je ta kemija v ekipi ustvarila. Zdaj pa menim, da bo šlo veliko lažje naprej in lahko. Drugo četrtino so bolje odprli gostje. Navodnik je dosegel koš za vodstvo 20-26. Domači igralec Viher je v tretji minuti s trojko znižal 23-26. Popolni preobrat pa je z dvema zadetima košema priboril Jan Zapečnik 29-28. 3 minute do konca druge četrtine pa je Juš Pešak z dvema točkama iz igre dodal še prosti met za vodstvo 32-28. Kar nekaj točk so gostitelji dosegli še iz dodatnega prostega meta zaradi prekrška pri metu. Za 40-28 je to uspelo Zapečniku, ki je po trojki zadel še dodatni prosti met. Gostitelji so prvi polčas dobili 46-34. V tem pa je prednjačil s koši Jan Zapečnik, ki je v celotnem poteku srečanja dosegel 26 točk. Jaz mislim, da točke niso vse, to pomeni, da so drugi fanti se borili, res so pokazali, da tudi ni vse v statistiki, ampak ja, teh 26 pik je super, sem zadovoljen. Z igro smo tudi pokazali, da smo bili boljši nasprotnik kot Dravograd danes. Po tretji četrtini je bil rezultat na semaforju 68-54. Nasprotniki iz Koroške pa so po 3 četrtinah zaostajali za 14 točk. Prav v tem delu igre so gostje s trojko iz igre dodali v 4. minuti in to pri rezultatu 52-37. Po delnem izidu 6-0 so se Korošci približali na zaostanek 9 točk. Odgovor na to pa je imel Jaka Holešek, s trojko je zapečatil zaostanek gostov na 14 točk pred zadnjo četrtino. Smo danes veliko bolj energično začeli, tudi vzdušje v garderobi, že na ogrevanju in tako tudi kot nam je prejšnjo tekmo pomagali, po mojem tudi danes smo že uro pred tekmo se odločili, da bomo zmagali in začeli na polno igrati. Zadnjih 10 minut igre je s trojko začel Jaka Holešek, 71-55. Edis Mahmutović je 2 minuti pred koncem tekme zadel za 73-58. Zadnjo svojo trojko pa je v zadnji minuti obračuna prispeval Zapečnik za zmago 82-69 in tretjo zmago v dosedanjem poteku prvenstva. Pomeni samo eno velika spodbuda za naprej, da stopnjujemo igro, da stopnjujemo zmage, tako da to mislim, da je vse, kar smo danes vzeli te tekme. Zadnji dve zmagi proti Braniku in Dravogradu sta potrdile, da trdo delo že rodi sadove vloženega truda in podrejanja pozitivni kemiji moštva. In kaj je domači strateg dodal kolektivu glede na prejšnjo sezono, kajti na trenerski klopi v Slovenski Bistrici sedi prvič. Mogoče smo neke stvari malo spremenili, fantje imajo izjemno željo, energijo, za kar jih moram pohvaliti in na tem gradimo naprej.